Zametki sedanje organizacije obrtnikov in podjetnikov Krškega segajo v leta po drugi svetovni vojni, o čemer pričajo številni dokumenti. Uradno pa se jim je uspelo registrirati 19. maja 1969 kot Društvo zasebnih obrtnikov in gostincev Krško, ki je združevalo obrtnike iz Krškega, Kostanjevice na Krki, Brežic in Sevnice. In tako se je pričela pisati zgodba stanovske organizacije obrtnikov, sedanje območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, ki letos obeležuje 50 let delovanja. 50 let ni malo, ne? Ni pa tudi veliko, ne? Ampak v tem našem življenju je nekako izpostavil bi delo vse te skupine ljudi, obrtnikov in pa tudi preteklo delo, minulo delo in pa seveda delo te naše, moje generacije, da smo danes vzpostavili en sistem, ki je prepoznaven v celi državi in pa tudi v tujini. Mislim, da smo veliko postorili v 50 letih. Mlajše generacije mislim, da še veliko čaka. Dela za nas ne nikoli zmanjkalo. Na političnem področju in na gospodarskem. Veliko smo dosegli, saj se vidi tudi v podjetjih, ki rastejo iz dneva v dan, imajo več zaposlenih in delajo tudi zelo velike promete. V območno obrtno-podjetniško zbornico Krško je vključenih 500 članov. Članstvo se vrača. Veliko članov je dejansko odšlo, se pa vračajo, ker vidijo tukaj nek skupni interes. Tudi članarina sama je v bistvu znesek, ki je še vedno simboličen in si ga vsak lahko z storitvami, ki jih upravljajo naše strokovne službe, tudi na nek način povrne. Obrtniki in podjetniki se v zadnjem času srečujejo z globalnim problemom sodobnega gospodarstva, to je pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra, in tu je Krška zbornica aktivna ne le v lokalnem okolju, pač pa tudi na državni ravni in ravni Evropske unije. Mi smo vodilni partner projekta Master 5, to je projekt, s katerim želimo pripraviti mojstrsko šolo. Mojstrski izpiti po Sloveniji so že. To pomeni mojstrska šola, da se bi skozi njo usposobili kadri za samostojno delo in pa potem za opravljanje samega mojstrskega izpita. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško že vrsto let odlično sodeluje z največjo hrvaško obrtniško asociacijo iz Zagreba. Že pred skoraj 10 leti smo podpisali sporazum o poslovnem sodelovanju. Smo dnevno z njimi na liniji, imamo tudi registrirano zadrugo s sedežem v Zagrebu in tudi mi potem smo neka stična točka za večino slovenskih podjetij, ki odhajajo na hrvaški trg. Zbornica dobro sodeluje tudi z našimi resornimi ministrstvi pri usklajevanju predlogov. Mečken zadeve grejo, bi rekel, na boljš, tudi vlada oziroma vse oblasti, kakor jih mi imenujemo, nekako prepoznavajo ta segment drobnega gospodarstva, ki v bistvu postaja tudi na nek način gonilna sila našega slovenskega gospodarstva. In gre pa tako kot povsod oziroma pri nas vse te stvari grejo prepočasi. Marsikateri zakon bi bil sprejet v škodo gospodarstva, če ne bi bilo obrtne zbornice. Tako da vedno tudi zahteve slovenske obrti so vsako leto, nedavno je bil forum v Portorožu, ker je bilo predstavljenih več kot 100 zahtev, tako da vedno je tudi to na dnevnem redu. Sicer pa Krška zbornica spodbuja tako politično kot gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške. V petek 21. junija na gradu Mokrice pripravljajo prvo srečanje obeh gospodarskih ministrov.